Je komplicirano? Ja, seveda. Za dostop do zvema je treba namreč imeti digitalno potrdilo, ki se ga pridobi na upravni enoti. Potrebno je s sabo imeti osebno izkaznico in pa morajo imeti elektronski naslov, kamor se bo potem to poslalo. Enaka zadeva je tudi z SMS pasom, s tem, da pri SMS pasu je potrebno imeti telefonsko številko in pa isto, bom rekel, poštni predal. Nekoliko krajša pa je pot za tiste, ki imajo novejše biometrične osebne izkaznice. Že avtomatično imajo certifikat na tistem čipu, vsi občani dobijo zraven letak, v katerem jim piše, na kakšen način lahko to aktivirajo. Sicer pa na ministrstvu obljubljajo pomoč. Kot pravijo, so v minulem letu v nekaterih zdravstvenih domovih že organizirali zvem digitočke, v preostalih jih še bodo. Čisto vsakem zdravstvenem domu bomo dali na voljo, da ima mesec dni tam vzpostavljeno zvem digitočko. Bo svetovalec plus po potrebi še par ur na teden tudi svetovalka z bližnje upravne enote ali svetovalec pomagala pacientom, da bodo na lokaciji pridobili digitalno identiteto. Začelo se bo izvajati pravzaprav že konec tega meseca. Imeli bomo objavljeno seznam zemljevid, se pravi, kje se bo to delalo. Tisti, ki so nekoliko slabše digitalno pismeni, pa lahko na območnih enotah ZZZS oddajo tako imenovano zvem pooblastilo. Storitve zanje bodo tako opravljali svojci in brez skrbi. Bom probal po telefonu, če se oddal, če pa ne pa. Kot veleva zakon, se bo osebno po telefonu ali pošti dalo naročiti vedno in povsod.